Pozdravljeni poslušalci v novem Kriptocastu. To je prva epizoda slovenskega kripto podcasta. Moje ime je Sandi Špenko, sem ljubitelj tehnologije, digitalizacije, že od mladih majhnih nog, drugače oče 2 otrok in pa soustanovitelj slovenske kriptomenjalnice za začetnike CryptoUnity. Pozdravljeni na prvi epizodi in danes bo v bistvu debata tekla o temu, o čemu mogoče 10 let nazaj ni nikjer, danes pa recimo se sliši že, ko greste zjutraj na sprehod ali pa mogoče na poti v službo, poslušate radio, slišite tudi v lokalih in pa ne nazadnje tudi na kakšnem pikniku, in to je Bitcoin halving in prihajajoči bull run v kripto svetu. Danes so z mano 3 gostje, lepo pozdravljeni. Za začetek, preden res gremo v tisto najboljšo debato, bi vas prosil, da se na kratko vsak predstavi. Boštjan. Lep pozdrav, Boštjan Cizelj, sicer ustanovitelj Kriptokrata, v kripto svetu nekje od leta 2013, bolj aktivno od 2014 dalje, sicer pa predvsem usmerjen v pomoč, tako kot CryptoUnity recimo, predvsem začetnikom, manj izkušenim vlagateljem, trgovalcem in pa seveda tudi bolj zahtevnim vlagateljem, analitikom preko svojih tehničnih analiz, trgovalnih signalov in pa predvsem, bom rekel, makroekonomskih pogledov. Želja je seveda predvsem osveščati začetnike, tudi nekoliko bolj izkušene vlagatelje in trgovalce in pa seveda konec dneva, tako kot vsak, ustvariti dober donos tudi za sebe, svojo družino. Tako da hvala še enkrat za povabilo in veselim se debate. Hvala tebi. Gregor? Ja, lepo zdrav. Jaz sem Gregor Verbaj, sem odvetnik. Jaz se ukvarjam v kripto svetom, rekel s tem sladkimi skrbi, to se pravi z izplačilom, z investicijami naprej, z nakupi, s kriptovalutami in tako dalje. To je to, ne. Hvala za povabilo. Ne. Hvala tebi. Gašper? Hvala. Moje ime je Gašper Oslakovič, sem kriptoentuzijast in v trgu, bom rekel, finančnem trgu sem od leta 2017. Hvala za povabilo. Ok, super. Zdaj pa bi jaz v bistvu, preden mi začnemo s to debato, na hitro za naše poslušalce. Vemo, da ogromno začetnikov se spoznava s kriptosvetom, zato bi mogoče za začetek ločil 2 v bistvu pojma ali pa mogoče razložil, kaj to sploh pomeni, da bo tudi vam lažje, ko to poslušate, da boste lažje razumeli celoten koncept te debate. In sicer na eni strani imamo Bitcoin halving, na drugi strani imamo pa bull run v kriptosvetu. Zdaj, Bitcoin halving, to je v bistvu nek dogodek, ki se zgodi na približno vsake 4 leta. In sicer pomeni, da na ta trenutek, ko se to zgodi, vsi tisti rudarji, ko rudarijo Bitcoin, prejemajo nagrade v Bitcoinih in to število se potem prepolovi. Kar pomeni, da lahko tudi pozitivno vpliva na ceno Bitcoina in kriptovalut in pa seveda nekako, če upoštevamo isto povpraševanje ali pa mogoče celo večjo, tudi nekako načeloma na dolgi rok pozitivno vpliva na celoten sentiment kriptovalut. Na drugi strani imamo pa potem bull run, tako imenovani bikovski trend, po slovensko, kar pa v bistvu pomeni neko obdobje, bom rekel, drastične rasti kriptovalut. To je lahko posledica kakšne dobre novice na svetu, kar se tiče kriptovalut, mogoče kakšnega večjega zanimanja ali pa ne nazadnje mogoče kakšne nove tehnologije na tem področju. Tako da to, da boste vedeli, bull run pomeni načeloma v kratkem času visoko oziroma drastično dviganje cen kriptovalut. Zdaj pa za začetek, dragi moji, bi vas povprašal, halving se je zgodil, 24. Prihaja bull run. Zdaj, kaj dejansko res prihaja, kaj pričakovati iz teh dogodkov? Boštjan. Dobro, zdaj tukaj imamo Kaj pričakovati? Najlažje lahko seveda gre za veliko mero nekega ugibanja, nekega mere ocenjevanja, težko seveda to ni napovedovanje šlaganja v smislu metanja karta, ne, zdaj se bo zgodilo to in to, kot mogoče kdo pričakuje. Seveda vsi si želimo lepo rast po temu najdaljšem medvedjem ciklu, ne, koliko 2 leti recimo je trajal, ne, si vsi želimo lepe rasti, lepega donosa. In to so, bom rekel, je obdobje, kot lahko rečemo, ne, ko se cedi tam med in mleko, ne, čeprav je treba vedeti, da ni vedno vse tako sladko,
tako in lepo. Zagotovo se trendi lahko hitro spremenijo. Če gledamo zgodovinsko, seveda pomeni to, kot si že sam omenil, obdobje primarno izrazite lepe rasti. To seveda, kot smo se že prej pogovarjali malo pred začetkom podcasta, ne pomeni, da krivulja raste samo navzgor, seveda so tudi korekcije, so seveda tudi tako imenovani pullbacki in na te stvari je treba biti pripravljen. Predvsem, kaj lahko pričakujemo? Predvsem, če bi tako gledal zgodovinsko, seveda pričakujem lepo rast, še vedno. Bo pa ta bikovski trend, ki se je zgodil že pred časom, ne sedaj v halvingu, se pravi, bo pa zgodovinsko gledano nekoliko drugačen od preteklih treh, recimo teh halving obdobij oziroma teh trendov, bull-bear trendov. In sicer zgodila sta se dva prelomna dogodka. Prvi dogodek, govorimo o prelomnih dogodkih v času, odkar pač obstaja Bitcoin. In prvi dogodek seveda je tako imenovani ETF skladi, ko so vstopili veliki fantje z resnim kapitalom. Ja, res Do je. zdaj smo te bikovske trende poganjali entuzijasti, kot smo mi, se pravi... Vsi smo čakali tisti januar. Tako, kdaj bo, kdaj ne bo, in sedaj se je zgodil, seveda tukaj govorimo o enormnem kapitalu, ki je nepredstavljiv za nas male vlagatelje. In če so dosedanje bikovske trende primarno poganjali, se pravi mali vlagatelji, tako kot smo naprimer tudi mi štirje, bo sedaj ta bikovski trend poganjal ali pa določal hitrost, trend, pravzaprav ta veliki kapital, ETF sklad. Drug dejavnik, ki pa bo zagotovo vplival na ta bikovski trend, so pa geopolitični dogodki, se pravi razmere, ki niso najbolj rožnate, ki se lahko zelo hitro zaostrijo in zelo hitro vplivajo tudi na ekonomijo. Kako hitro se lahko seveda trend obrne, smo ne nazadnje doživeli že 2020 za časa covida, ko vemo, da je bil ta covid crash, ko se je v trenutku zgodil ta Black Swan dogodek, tako Bitcoin kot ostale finančni trgi so, ne bom rekel ravno kolapsirali, so pa drastično padli v zelo hitrem času. Na srečo vseh nas seveda je potem prišlo do lepega odboja in tudi lepe rasti. Tako da vsekakor iz tega vidika še vedno pričakujem lep donos, lepo rast, bo pa potrebno igrati pametneje in pa potrebno bo biti bolj previden, kot je bilo to do sedaj. To je moja tako groba ocena za začetek, pa bomo mogoče še potem kaj. Zdaj recimo pri tebi, Gregor, ti si v bistvu odvetnik. Kako ti gledaš na to, na ta Bitcoin halving in ko prihaja ta bull run, kaj boš imel na koncu malo več strank, ki boš mogel jim pomagati kako do kapitala, kako ti gledaš na to? Jaz mislim, da je velika verjetnost, da bo pač bil en lep skok v kriptosvetu, strinjam se s tem, kar je povedal za ETF-e, To je bil en tak prelomen dogodek. Mogoče bi dodal sem to, da jaz vidim mogoče Ethereum ali pa druge biznis projekte kot neke delnice. In zato mogoče bo tudi to zanimivo za te Wall Street fante, da če bodo že prišli noter z Bitcoinom, da bi mogoče investirali tudi druge biznis projekte. Tako da to. Zdaj, jaz vidim mogoče, kar se z mojega vidika, pa pri mojem delu opažam, da se vedno več podjetij odloča denarne rezerve nameniti, bomo rekel, kriptovalutam, predvsem Bitcoinu in Ethereumu. In kar je izredno zanimivo, recimo, če si vi čisto plastično predstavljate, če imate 100 denarnih rezerv, pa jih 10-20 date v Bitcoin, Ethereum, če vam 20 propade, podjetje ne bo propadlo. Če pa vam teh 20 zraste, krat 3, krat 4, krat 5, imate pa lep dobiček. In to opažam, da v bistvu je zanimanje oziroma povpraševanje, kako bi prek podjetij vlagali. Je pa mogoče še ta faktor, jaz opažam po klicu strank in da je zanimanje, pa mogoče vedenje v kriptovalutah danes bistveno večje, kot je bilo včasih, ker pred kratkim je klical en varnosti, ko neki stavbi, ki se poznava. Okay. Nikoli ne bi rekel, da bom kupil Bitcoin, on mene kliče in pravi, jaz sem kupil ta Ethereum pa Bitcoin že 2 leta nazaj, kva ne naredim, zdaj skoča, to prodam. Tako da se mi zdi, da ljudje, če dalje bolj so ozaveščeni, tudi ta strah pri nakupu ali pa mogoče z samo to tehnikalijo je mogoče malo upadlo, tako da je verjetnost, da bo nek lep skok, da bo nek bull run. Kaj pa s tvoje strani, Gašper? Ti si bolj tudi tehničen tip, pa dosti se spoznaš. Kako ti gledaš na ta halving, pa na ta bull run, ki prihaja? Jaz na halving gledam v bistvu kot fenomen, bom rekel, v Bitcoin sistemu, praktično sofisticiran pristop v deflacijo. Bom rekel, tega sistema, kar danes vidimo
da tradicionalen sistem je poln inflacije, ne, in bom rekel nekako od leta 2014 100 evrov prigaranih, težko prigaranih denarjev, ki smo jih dali v šparovček, je danes, ne vem, 25% manj vrednih, na kar se pri Bitcoinu ali pa pri kriptovalutah ne pozna na ta način. Sprejetje ETF-a, tako kot je Boštjan povedal, je bil velik odboj, bom rekel, cene ali pa porasta cene, ali pa povpraševanja, tiste masovnega posvajanja kriptovalut v Ameriki, kar zdaj prihaja tudi, bom rekel, v Hongkongu. In tako, kot je Gregor omenil vmes, prihaja tudi ETF za Ethereum in verjetno sledilo bojo tudi druge kriptovalute. Tako da jaz mislim, da nas čaka svetla prihodnost, bull run. Po mojem se je že začel, definitivno bo prišla korekcija, tako kot je bilo omenjeno. Treba bo merkati, gledati, kdaj in kako investirati, recimo, tako kot poznamo danes DCA, dollar cost average, ki je, bom rekel, nekako priljubljena tehnika investiranja. Bo potrebovala, bom rekel, tudi mogoče kakšne malo tehnične analize ali pa saj fundamentalne analize, da vemo, kdaj pa kako se obnašati, ker vemo, da je mlad trg in da volatilnost je še vedno prisotna in je visoka, tako da je s tem tudi povezan rizik. Definitivno je pa mislim, da to bolj problem pri ljudeh, ker niso potrpežljivi, radi bi zdajle takoj, se pravi jutri vnovčili tiste 100-kratne dobičke, ne gradijo, bom rekel, pa dolgoročno, dobo, ne vem, 50 let, 20 let, mogoče penzijo in tako naprej. Jaz bi rekel, da se kar strinjam s tabo, sploh pri tem v zadnjih 2 stavkih. Mogoče samo, kako še jaz gledam na to, vsak tak event, malo večji halving, pa je lahko to ali bull run, ko enkrat, jaz mislim, da ljudje začnejo po lokalnih medijih brati o kriptu, potem lahko pričakujemo ogromen naval novih uporabnikov, kar se to vedno dogaja vsakih, bom rekel, 4 leta recimo. Tako da in tudi pri nas v CryptoUnity smo opazili, da recimo mi zdaj že 3 leta, bom rekel, delamo, razvijamo, in smo šli v bistvu, mi smo prišli noter proti koncu zadnjega paca, in načeloma zdaj potem tudi vidimo ta porast. In tudi vidimo, kako čist normalni ljudje, bom rekel, non-tech savvy, mehaniki, zdravniki, frizerji, kdorkoli, da že kažejo zanimanje. In to so tisti jutranji sprehodi, ki slišiš soseda govoriti, koliko je šlo vse gor. To je tudi zelo nevarna točka, ker ponavadi pravijo, ko začnejo tako mali ljudje, da ni pravilno najbolj izraz, takrat je dobro, da začne že vam pobirati nekaj. Tako da jaz upam, da, dragi gledalci, ne preveč se zaleteti, če se še niste, tako da naj trg še malo zadiha, da še malo raste. Pa mogoče, oprosti, samo da se navežem na kolega, še eno stvar bi mogoče podaril, ko smo rekli za ETF sklade. Od zadaj, mogoče se ljudje premalo zavedajo tega, je ogromna simbolika. Namreč z ustanovitvijo ETF ali pa odobritvijo ETF skladov je dejansko kriptotrg, Bitcoin seveda najprej in posledično tudi trg altcoinov oziroma celoten kriptotrg dobil tudi uradno legitimnost, da postane resen finančni trg. Do sedaj je bilo, to vemo, kako je to, vsi so se malo nasmihali, vsi so govorili od velikih inštitucij JP Morgan in tako naprej, da to je itak, se pravi, prevara, da to so razni ponzi scheme in tako naprej. Z odobritvijo ETF skladov dejansko smo dobili potrditev, da je kriptotrg resen trg in zagotovo tudi pravzaprav tista prihodnost, v katero bo šel finančni trg. Tako, ko si omenil, že klasične valute, tako imenovane fiat valute, ki tako ali tako pravzaprav ne temeljijo na ničemer, razen na obljubi države oziroma izdajatelja finančnega sredstva, nosilca, da je ta vrednost nekaj vredna, pravzaprav nima neke vrednosti. In pravzaprav ravno zdaj za tem halvingom je Bitcoin postal redkejši, kot je zlato, recimo. In to daje veliko vrednost in tudi zato je upravičil ime, kot mu pravimo, digitalno zlato. Ja, res je. Mislim, da je celo srebro prehitev po kapitalizaciji, če se ne motim. Nisem zdaj točno gledal trgov. Mislim, da je na 9. ali na 8. mestu po vseh. Tako da, super za tiste, ki se počasi bojo začeli ukvarjati s tem. Absolutno, je pa zagotovo, kriptotrg, sploh Bitcoin v tem trenutku daleč najbolj donosna in najhitreje rastoča. Je pa, tako kot se strinjam s kolegom, seveda še vedno problem, predvsem pri altcoinih, še vedno volatilnost. S tem, da ravno z halvingom, ko smo začeli s halvingom, pravzaprav
vidimo, da se volatilnost pri Bitcoinu praktično z vsakim tem ciklom zmanjšuje. Se pravi, tudi donos je sicer manjši, še vedno je zelo lep in daleč boljši od ostalih naložb, kot so delnice in tako podobne zadeve, se pa ta donosnost zmanjšuje in to je tudi pričakovati, ker ena izmed karakteristik zrelega finančnega trga je tudi nekoliko nižja volatilnost. Veliki vlagatelji, pa tudi mali, recimo, tako kot smo mi, če ne gledamo ob te hitre day trade, da vložiš neki 100 evrov, pa probujemo konc dneva neki ven pobrati, ali pa tudi ne bomo iskali pretirano volatilnost. Želimo volatilen trg, se pravi, da lahko ustvarimo nekaj donos, ne pa tako, da imamo, če mal pretiravam, zjutraj smo kle gor, pol dopoldne tako, pa spet gor, pa tako dol, to se izogibamo. In dejansko je to seveda pozitiven trend, v katerem gremo, ki se je zgodil ne pravzaprav s samim halvingom, ampak dejansko z zrelostjo dozorevanja celotnega trga. Halving pa pravzaprav na nek simboličen način naredi nek nov mejnik. Ja, res je. Mogoče bi zdaj samo vprašal čist iskreno. Vi ste že, bom rekel, v kripto svetu, že nekaj časa, že nekaj let in tako naprej. In da bojo tudi gledalci razumeli, ker večinoma pridejo do te odločitve, da bi pa ne bi, pa bi pa ne bi. Ampak zakaj, recimo, Gašpar, zakaj si ti začel s kripto? Zakaj dejansko, kaj te je sploh prepričal, se pravi, kle smo čist odprti, ta pravi nameni, zakaj si začel kupovati kriptovalute? Jaz mislim, da se bo po mojem tudi kolegi z mano strinjali in to je dobiček oziroma mogoče obogatenje svoje neto vrednosti. Zdaj v trg sem vstopil z zanimanjem, definitivno, da si obogatim to neto vrednost. Druga stvar je pa kriptografija od zadnja, se pravi tista varen, transparenten prenos informacij. Se pravi tehnika. Tehnika, ja, Okay. sebi pa to, ja. Kar je recimo dober primer pionirja David Chauma, ker vsem predlagam, da si tudi malo pregledate pa preberete o njemu, tako da eno je mogoče ta transparentnost pa varnost od zadaj, drugo je pa definitivno dobiček oziroma neka donosnost, ki si jo lahko ustvariš s kriptovalutami. Mislim, da so daleč pred vsem ostalim trgom, mogoče kot zanimivost, ta trenutek je bil, ne vem, povpraševanje po novo nastalih bitcoini 3-kratnika, s halvingom, ki se je prepolovila, bom rekel, nagrada rudarjem, je to skočilo na 6-kratnika. Se pravi, mogoče bi lahko rekel, da nimamo dovolj bitcoinov za vse. So pa zato pač drugi finančni, kriptovalutni trgi, kot je Ethereum. Se pravi, izključno, da mu reči dobiček in zanimalo te v ozadju, kako to zadeva deluje, tako, da je varna, da je transparentna, blockchain in tako naprej. Ok, super. Gregor, kako si ti, zakaj, kaj te je porinal? Jaz sem bolj varen vlagatelj. Seveda odvetnik, kako pak, ne? Konzervativno. Vedno hočem vedeti, kaj delam oziroma zakaj vlagam. Jaz sem videl ta kripto tako, jaz sem od 2018 v kripto, predtem sem pa spremljal, ampak nisem imel enega zaupanja, da bi se pač tega lotil. Potem sem pa nekako počasi začel dojemati, da je Bitcoin kot nek hranilec vrednosti, kot zlato, vidiš, da ohranja vrednost, da je, pač bom rekel, še vedno neka gonilna sila vsega. Potem na drugem mestu so me pa predvsem zanimali biznis projekti. Se pravi, neke družbe, ki imajo nek produkt na trgu ali pa ki so nek startupi ali pa neki potencial, predvsem za neke dolgoročne naložbe. In se mi zdi, da tudi ljudje, zdaj, ko kar opažam, delijo to tako, kot sem zdaj mogoče jaz opisal, da je Bitcoin nek hranilec vrednosti, pa so pa ti ostali ali altcoini, ali mogoče Ethereum, že ga ne bi dal med altcoin, v bistvu že bolj kot delnica, da pa ti ostali vlagatelji iščejo neke, rekel, priložnosti, ki bi bile lahko neke dolgoročne naložbe. Se pravi, bolj govorimo o res tisti mal bolj, bom rekel, varni, dolgoročni, splanirani, skrbno načrtovani. In to mislim, da pač bodo ljudje bolj iskali. Če razumem, imamo neke meme kovance, pa nekdo špekulira, pa se nekaj najde. Ja, špekulira, pa kupi, pa upa, jutri bo pa dvakrat goršel, pa bom prodal pa nekaj. Ampak tako za resne vlagatelje se mi zdi, da iščejo nekaj primernega, recimo trgu delnic. In tukaj opažam, da se bo po moje preko leta malo skristalizirali, kateri so resni projekti. S tem misliš, recimo, resne vlagatelje, s tem misliš tudi potem vlagatelje, ko imajo več kapitala? Ki imajo več kapitala, pa mogoče, ki so bolj poučeni. Zdaj, čisto začetnikov bi jaz res predlagal, da se pouči, da v bistvu razume sploh, kaj je kriptosvet, kaj so kriptovalute, kakšna razlika Bitcoin, Ethereum, altcoin, tako da si malo razpuca pojme.
da mogoče tudi pogleda trg, kako funkcionira, ne, ta volatilnost, pa ta, da v bistvu res razumejo delovanje. Potem pa kako se bodo mogli odločiti, ali so oni pač špekulanti, ali so to neke dolgoročne naložbe, ki si kupaš, pa holdaš, pa držiš, pa prodaš čez, 4, 5, 6, 10 let. Ne. Do smrti, holdamo do smrti. Vem, zakaj sem Bitcoin kupil, ne vem pa, zakaj ga prodal. En kolega je rekel, Bitcoinu se ne prodaja. Ne. Tako. Kako si pa ti? Kaj pa tebe? A te je kakšen prijatelj noter potegnil? Ali? Ne, pravzaprav, če sem odkrit, se niti ne spomnim. Verjetno je bila kakšna debata, seveda takrat smo poslušali o neki novi zadevi, Bitcoinu, neka nova tehnologija. Ne. Odkrito pravzaprav verjetno tako kot sogovornika, ne, oplemenitenje nekega donosa oziroma nekih prihrankov, če želimo tako reči. Ne. Skratka, izključno ta finančni spektr. Sem sam tudi seveda ljubitelj tehnologije, vendar pa, ko govorim jaz o kriptu osebno mogoče, pa naj mi ne zamerijo sogovorniki, se sam niti ne ukvarjam toliko z tehnologijo, čeprav je absolutno fascinantna in brez dvoma gre za revolucijo, ne glede na to, da doskrat danes poslušamo, seveda, da imamo že boljšo tehnologijo kot Bitcoin in tako naprej. Vse to je stvar debate, vendar pa dejstvo ne moremo spremeniti, da Bitcoin je postavil temelje za to revolucijo. In seveda je bila to moja naložba takrat v želji, da oplemenitim, predvsem iz tega vidika, ker pravzaprav smo bili vsi, saj še moja generacija, recimo, nekako učeni iz tega finančnega aspekta strani naših staršev, da je treba za življenje varčevati. Varčuj. Še danes, ko se peljem v avto, poslušam reklame, kdaj varčujte in tako naprej, ne, in vlagajte. Tako, slabšega finančnega nasveta v teh časih pravzaprav skoraj ne bi mogli dobiti. Ne, ker z varčevanjem, tako kot si že omenil, pravzaprav kupček se nam veča, vrednost se nam manjša. Ne, in ravno zaradi inflacije. Medtem, kot sta že tudi sogovornika povedala, ne, Bitcoin pravzaprav vrednost konstantno raste, je odporen na inflacijo in skratka, namen je predvsem to, da se naučimo vlagati. In to je predvsem namen za mlade, ali pa ne bom rekel mlade ravno po letih, ampak recimo manj izkušene vlagatelje, da se naučijo ločevati od varčevanja in pa se pravi vizavi naložbam, se pravi investicijam. Kadar investiramo, seveda se dviga vrednost, zato investiramo, da to vrednost oplemenitimo. Ne. Kadar varčujemo, nalagamo na kup, evre ali dolare ali karkoli že in res se kupček veča, vrednost se manjša. In seveda, to je bil moj začetek vlagati noter za to, da se oplemeniti. Ko enkrat začneš, verjetno ste imela sogovornika isto izkušnjo, ko enkrat vidiš, kako se da to zelo lepo v zelo kratkem času tudi oplemenititi, ne, potem se nikoli več ne obrneš nazaj in odpreš kakšen varčevalni račun ali karkoli podobnega. Ne. To je res. Naj še dodam svoje 2 centa. Jaz sem že v bistvu prej že nekaj investiral, pa ne v kripto. Ne. In enkrat, ko se pravi, tudi jaz sam iz sebe izhajam, jaz sem bil tudi začetnik nekoč. Ne? In enkrat, ko razumeš, pa dojamaš, kako zadeva deluje, pa ne samo kripto, vse, v bistvu finance in tako naprej, in potem pride kripto in nekako ti lahko prepoznaš, da mogoče je pa to nek malce hitrejši način, da bi oplemenitil svoje finance. Potem v ozadju stoji še tehnologija, ker sem tech freak že od majhnega, ne, in dejansko to potem sešteješ 1+1 in to je mene potegnilo. Tako da seveda tudi v krogih prijateljev so bile debate in tako naprej, ampak dajmo se zdaj dotakniti, se pravi, tiste prve, bom rekel, interakcije s kriptom, kakšne čustvene zadržke, kaj te je držalo, česa te je bilo strah, česa si se najbolj bal, da se bo zgodil, ko boš začel, pa boš kupil prvi Bitcoin ali pa prvi meme coin, kakorkoli že, bolj z čustvene strani? Ja, po mojem največji strah je, da boš to nekam založil, zgubo, ne boš znal prenesti, ne vem. Ker jaz mislim, oprosti, sem te prekidal, ampak jaz mislim, da začetniki je to, ta največji strah je to, da boš zgubil vse. Jaz mislim, da je pač ta prvič, kot sta oba rekla, neka finančna pismenost je preniska, no, se niti v šoli se naučimo o tem, niti noben ti ne razlaga, če se sam ne izobraziš. To bi lahko cel podcast na to temo naredil. To lahko imamo posebej. Ampak to je problem, ker ljudje potem niti ne ločijo, pač kaj, ne vem, kako zaslužiš si denar, kako ga investiraš, kako imaš, ne vem, zavarovanja urejena, kako imaš, ne vem, ali imaš delnice, imaš indeksne sklade. Tako, na splošno so premalo, po mojem, izobraženi glede tega.
To je eno. Drugič, pri kripto je pa res, po mojem, ta tehnologija taka, da tisti, ki je premalo računalniško pismen, se tega niti ne bo lotil. In jaz sem, ne vem, če sta kolega tudi brala, pred leti je bila neka študija, ne vem, par let nazaj, da 90% Američanov ne zna kupiti neko kriptovaluto. Se pravi, mi govorimo o ogromnem potencialu ljudi, ki so recimo lahko bodoči investitorji v kripto. In tukaj res se mi zdi neka velika priložnost, ne? To, kar se rekel za neke male ljudi, ki hočejo nek svoj prihranek ali pa neke svoje premoženje oplemenititi, sam jih je treba izobraziti. Ne? In tudi moj strah je bil največji ta, seveda. Jaz sem se lotil to zelo tehnično z enim kolegom. Okay. In sva šla v menjalnico. Se pravi, we ride together, we die together. In sva šla res step by step. On se je naučil na napakah, ker sem rekel, jaz se ne bom učil na napakah, sem rekel, ti meni pokaži. To je dobra poteza, ne, da se na kolegovih napakah Ja, no, Ja. In sva šla res od začetka do konca in sva to predelala in pa se naučiš, pa je tako sam delaš. Pa ti je bilo lažje z vsakim? Ja, lažje. Ja. Ja? Ja. Mislim, prvič je najtežje, ker je nekaj novega, ne razumeš, zakaj moraš neki ta autentikacija, ne? Ja. Pa zakaj moram, ne vem, imeti neke tam adrese, pa zakaj moram, mislim, tako, nekaj novega je. Ne, pač, Neznanka, ne? Neznanka, nisi s tem ukvarjal se. Ne? In dejansko, ker nisi razumel, zato te je bilo strah, ne? Ja. Vsi pa, ko sem šla pa čez mi, pa jasno, to pa ni tak big deal, ne, sem rekel pol na koncu. Dejansko gotoviš, da se lahko čist normalen deluješ in če imaš pač neke te varnostne protokole urejene, potem tudi ni neke varnosti, mislim na varnosti, da bi se to kar zgubil. Ne. Boštjan, če se je bilo tebe strah? Je verjetno isto, ne? Se pravi izgube nekega vložka, ne? Ker vsi, ki smo začeli, pravzaprav noben od nas ni imel te sreče, rečemo temu, da bi bili milijonari, ne? In da bi lahko, ne vem, par 100.000 dolarjev, evrov vložili in rekli, pa če zgubimo, ne? Ampak dejansko zadeva, ja, ta strah pred izgubo je bil danes v retrospektivi, če gledam mečka nazaj, pa in ko dejansko se pogovarjam predvsem z manj izkušenimi vlagatelji, ne? Pa vidim, da pravzaprav ljudje vedno gledajo na ta strah, ne, kaj pa če mi bo, ne vem, menjalnica kaj pobrala, kaj pa če bo vrednost drastično padla. Ne. V resnici pravzaprav pa pozabljajo, da so samo oni kot vlagatelji odgovorni za to, ker 90%, če malenkost pretiravam, pa tudi mogoče ne pretiravam, nima nobene risk management strategije. Ne. In se pravi, ko mi vlagamo, se moramo na to tudi ustrezno pripraviti, seveda izgube je potrebno vzeti kot realno možnost. Ne. In ko nekdo reče, ja, me je strah, da bom izgubil, pa potem pokaže, da pravzaprav nima ne nekih stop lossov, ne neke druge izhodne strategije ali karkoli, pravzaprav ni več težava v finančnih se pravi orodjih ali pa v menjalnici sami, ampak pravzaprav v vlagateljih. Ne. In tudi sam sem na začetku seveda to zelo hitro spoznal, ker sem tudi sam imel kako tako bolečo izgubo, ne. In potem bereš, kako so nekateri uspeli, ne vem, vložil $100 v Bitcoin, obogatel in tako naprej in vsi seveda smo s temi zgodbicami zrasli v tistem času. Ja. Potem pa nekateri pa na nekih točkah smo začeli razmišljati, da če nekaterim uspeva, meni očitno nekaj ne delam pravilno. Ne? In najboljša naložba, pravzaprav mogoče bo koga presenetilo, sploh ni bila Bitcoin moja. Ne? Moja najboljša naložba je bilo izobraževanje. To je bilo tisto, kar je. Ne? Se pravi, izobraževanje v to, kaj delam, zakaj delam, kako delam, je pravzaprav tisti donos, ki ga ustvarjam z Bitcoinom, Ethereum ali s kjerikoli drugim kovancem, pravzaprav je samo rezultat posledica tako upravljenega dela. Ja, res je, jaz se čisto s tabo strinjam. Še vedno je to izobraževanje, a ne? Najbolj pomembno, pa čeprav po drugi strani najbolj vredno za vsazga. Ker ljudje hočejo hiter, 2.24 smo iz danes na jutr in tako pač ne gre. In prej, ko to dojamaš, potem jaz mislim, da razplet je zelo bolj enostaven. Je pa mogoče tukaj sem videl, da si lepo povedal, ni dovolj samo začeti, je potem tudi fajn imeti za naprej plan, kaj in kako, kaj v bistvu sploh tvoj cilj, kaj želiš s tem. Drži. Tako da mogoče moja izkušnja, mene je najbolj v bistvu motil pri kriptovalutah, ker nisem vedel, kaj je v ozadju, kaj je zdaj kupam, kam to, kaj grem kupati, bo to fizično, verjetno ne, ker je kripto, in mi ni bilo jasno, kako v ozadju deluje, čist enostavno, od različnih omrežij, različnih denarnic, različnih kovancev, in to me je najbolj begal. In enkrat, ko sem osvojil tisto osnovo, ko sem dejansko razumel, kako zadeva deluje v ozadju,
Potem sem šel pa v bistvu na naslednji korak, je pa tisto, da kdor ne riskira, ne profitira. Ne? In začneš počasi in v bistvu se počutiš malo bolj lagodno in potem nadaljuješ, kot je Gregor prej povedal. Ampak ja, najbolj me je bilo strah, da nisem dobil znanja in če smo iskreni, mislim, da se lahko vsi strinjamo, danes na internetu je ogromno informacij in je težko dobiti ta prave. Točno to. Lahko si paraliziran dejansko od tokih informacij. Danes se mi zdi, da bi ljudje radi vstopili zaradi reklam pa vsega, kar vidijo. Ne? Ampak pogreš pa na internet iskati neko izobraževalen program, pa vidiš, da malo preveč stane, pa da bom jaz raje malo po YouTubeu pa tako naprej. Ne? Pa hitro pride do točke, da imajo preveč informacij na prehiter danih, v bistvu akcije pa nobene. Ne? Meni, kar je bila največja napaka, je to, da nisem začel, kaj si želim, pa zakaj si to želim. Se pravi, da si dejansko narediš nek plan, svoj investicijski plan, trgovalni plan, kakorkoli upoštevaš, tako kot je Boštjan omenil, risk management in konc koncev, kam boš vlagal svojo vrednost, svoje sredstva. In ta poplava informacij se mi zdi, da te nekako paralizira in te odvrne spet. Potem pa vidiš na spletu spet neko negativno informacijo, ali pa sosed pove, pa si rečeš, še dobro, da nisem šel v to, ka bi pa mogoče zgubil. Se pravi, spet barijera bi rad zgubil, ne bi si želel zgubiti nekaj. Tako da mislim, da ljudje bi si prvo mogli narediti plan, kaj si želijo, zakaj si želijo, slediti temu, izbrati eno izobraževalno platformo, z njimi slediti temu in potem konstantno to implementirati, se pravi svoje znanje in ga tudi, bom rekel, v akcijo dati, se pravi, da probaš klej in potem nekako rezultate svoje reakcije in akcije spremljati in se mogoče učiti tudi od svojih napak, ne mogoče samo od nekoga, ki je na YouTubeu pa objavil, na to vižo. Lahko sem dopolnil, ker si zelo dober štartov, da ta plan je pomemben z mojega vidika, če gledam tudi glede obdavčitve. Zaenkrat je pa Slovenija kripto neobdavčen, če vlagaš kot fizična oseba, ampak imamo neka merila FURS iz 2018, ki so pač napisali, kdaj se pa šteje, da ti to upravljaš kot dejavnost in si obdavčen. In tukaj je zelo pomembno, da se ti odločiš, ali si ti nekdo, ki kupi to naložbo, pa drži, pa proda čez nekaj let, ali pa trguješ. Zato je mogoče ta štartni plan, ali pa bom rekel na začetku, ta odločitev zelo pomembna tudi z tega vidika. Jaz mislim, da je tudi mogoče poslušalci še dobro, da si povedal za to informacijo, ampak mislim, da tudi ogromno ljudi se tudi po eni strani, zdaj kripto je nekaj za ljudi, pa nekaj ima mesto pri sebi, pa tako naprej. Po drugi strani pa se lahko malo boji tudi države, zakonov in tako naprej. Bom jaz zdaj malo zaslužil, pa mi bojo, se veste, kako pravijo, država vedno pol vzame. Kako je dejansko pol s tem, da bojo malo ljudje vedeli? Trenutno pač je neobdavčeno. Se pravi, normalno, če znamo, da je čisto plastičen primer za začetnika, če bi nekdo odprl si račun na menjalnici, si naloži denar gor, pač kupi neko kriptovaluto, jo proda, čez 1 leto, si to izplača in to je neobdavčeno. Trenutno, ampak glede na to, da imamo vsakič, ko pride halving, ko pridejo skoki, pridejo napovedi strani politike, da bomo imeli zakon in imamo tako neke osnutke zakonov, tako da pričakujem tudi v naslednje pol leta, pa v roku 1 leta nek predlog oziroma neko idejo, da bi se to obdavčilo. Tako da kaj bo, kako bo, ne vem, ampak trenutno pač ni obdavčeno, če kot fizična oseba vlagaš. In zdaj recimo, če se vrnemo zelo fajn je navezu, čas. Zdaj kripto je med nami že nekaj časa, Bitcoin je med nami že nekaj časa. Boštjan, po tvojem, a smo že prepozni za nekoga, ki zdaj trenutno gleda tale naš prvi kriptokast, pa se sprašuje, a sem jaz že zamudil, sem jaz prepozen? Ne, nikakor ne. Zdaj, če gledamo čisto malo iz tega nekega romantičnega finančnega vidika, tisti zlati časi Bitcoina seveda so že za nami in smo ga pravzaprav vsi 4, ki smo tukaj že nekoliko zamudili, mogoče še najmanj, ker sem 2013 recimo nekje začel, vendar pa nikakor ne. Moram vedeti, da na svetu je dobrih 8 milijard ljudi in izjemno mehen odstotek ljudi dejansko, čeprav, kot si omenil vodoma, se zdi, da na vsakem vogalu že nekdo govori o kriptu, pa zdaj so že vsi v kriptu,
ne, resnica je precej drugačna. Ne. Večina sveta seveda še ni nikakor v kriptu, veliki fantje, ne, se pravi ETF skladi so komaj vstopili in še to bom rekel tako na mala vrata, ker še vedno dosti tipajo, ne, ta kapital, ki se zaenkrat zlil noter, je izjemno mehen. Seveda za naše pojme je to izjemno velik kapital, vendar za to, kar imajo ETF skladi zadaj, se pravi BlackRock, Fidelity in ostale finančne inštitucije, so pravzaprav smešno nizki zneski. In že te smešno nizki zneski v narekovaju seveda so trg pognali zelo visoko. So naredili to, ne? Tako, zdaj, seveda, iz tega vidika nikakor nismo prepozni. Ne? Ali smo prepozni, zdaj, če mogoče pogledamo trenutni bull run, recimo, ne vem, naprimer nekdo, ki hoče v Bitcoin vložiti, recimo za ta cikl, seveda je že kar visoko, seveda ne najbolj idealno je, ker je bil Bitcoin, ne vem, 15-16 tisoč, 17 tisoč, ko smo dosegli tisto dno, ne? Skratka, kdor trguje, če želi aktivno trgovati, seveda verjetno je že kar malo visoko. Ne? Kdor pa želi seveda na dolgi rok vlagati, kar seveda svetuje začeti s kripto. Tako pa nikakor ne. Ker seveda, če je danes Bitcoin 60 tisoč, 70 tisoč, recimo, ne, med katerima vrednostnima se giba in če bo prišel, ne vem, čez 10, 15, 20 let, nihče ne ve, do ne vem, pol milijona, recimo, in bo takrat nekdo stopil, bi marsikdo rekel, zakaj nisem pri 60 tisoč. Si bomo spet vsi rekli, zakaj nisem takrat začel. Buying at the top. Ja, to je približno, ne, kot bi, ne vem, nekdo rekel, zakaj nisem vstopil, ne vem, pri 1000 evrih, ki je bil Bitcoin recimo v dolarjih, ne, pa bi on rekel, sem pa, ki je bil $100 ali pa ne vem, 200 ali koliko je bil recimo še prej takrat, ne, bi rekel, si že pozna. Ne. Tako da nikakor ne, na dolgi rok nismo, absolutno je še priložnost, da najboljši čas šele prihaja, ne. Seveda bo treba biti pazljiv, ker še enkrat finančni in tudi seveda kriptotrg je podvržen in ni, se pravi, nedotakljiv oziroma neobčutljiv na geopolitične razmere, ne, tako da bo treba biti previden in vse, kdor gleda na dolgi rok, kdor si želi odgovorno, tako kot sta kolega dobro povedala, ne, vlagati je absolutno časa še več kot dovolj in je popolnoma dobra priložnost in dober čas, da tudi zdaj vstopi. Ne. Kot zanimivost, da boste mogoče dobili eno tako informacijo, ampak samo nekaj več kot 4% svetovne populacije je trenutno v kriptu, oziroma ima, bom rekel, eno kriptovaluto na svoji denarnici ali pa mogoče na menjalnici. Tako da, tako kot si lepo povedal, ne, čeprav ptički že čivkajo, pa na pikniku, pa v barih, pa na avtobusih, se vsi o tem pogovarjajo, še zmeraj tisti, kot recimo pri startupu, je samo ideja, ni pa realizacija. Tako da ja, jaz sem enakega mnenja, da definitivno ni prepozno. Gregor, zdaj pa po tvoje, recimo, ti imaš dosti v teh resnih vodah, se gibljaš, ne? Dobiš kakšno informacijo, da bi ljudje pa zdaj radi počasi kaj začeli, ali pa te vprašajo, a sem je že res zamudil Bitcoin 10 let in tako naprej? Mislim, ja, sprašujejo. Je vedno več, bom rekel, te želje po vlaganju. Je pa tako, ne, pač, kot si sam omenil, pač veliko je tega neodločnosti, ni akcije. Ne. Se pravi, veliko se pogovarjajo, ja, pa bi vložil, pa kam ne vložim. Mogoče jaz vidim problem tudi v tem, toliko velike kriptovalut, katere izbrati. Ne. Zdaj tisti, čist nepoučen vlagatelj pozna Bitcoin, pozna Ethereum, mogoče Cardano, Polkadot, pač ena par teh večjih, pa se pa ustavi, ne, pa tisti, kar prebere v časopisu. In kle mogoče je res tudi mogoče prvostna neka niša, neka priložnost, da se mogoče izobražuje vlagatelje, da se jim mogoče, ne vem, pove, kjeri projekti so bolj biznis projekti, kjeri so bolj trash oziroma neki meme kovanci. Tako da tudi se jih malo usmerja, ker to je nek del izobraževanja, tako kot je kolega rekel. Pač ta izobraževanje, to je največ, kar lahko narediš, to je največja naložba. Ne? Da potem znaš izbrati, da znaš ločati eno med drugim. Ne? In tukaj mogoče vidim, da je problem, da se ljudje ne odločajo. Ne? Se pravi, ni dovolj informacij. Smo zamudili kripto? Ne, nismo. Če mene vprašaš, nismo, bi pa poudaril, da ljudje bi bilo fino, da se prvo izobrazijo v smislu, da si poglej malo zgodovino.
kaj, kako. Vem, da je to mogoče lajnanje, pa počas, pa dolgotrajen proces, ampak skozi čas, ko začneš razumevati te stvari, tudi samo zavest pridobiš. In mogoče lažje narediš tisto prvo akcijo, dej bom pa mogoče klele malo vložil. Zdaj, novi projekti so definitivno lahko zelo dobičkonosni, je pa treba pač nek due diligence oziroma nek do your own research narediti, pa pogledati, kdo je od zadaj, ali so licencirani, so registrirani in tako dalje. Tako da jaz mislim, da je izobraževanje zelo pomembno oziroma najboljša investicija, ki jo lahko narediš v štartu. To je res, če recimo pogledamo surovine in tako naprej, je že, mislim, da več kot 500 let so že med tem kot investicija, zlato in tako naprej, delnice. In če na hitro pogledamo naše predrage kriptovalute, pa Bitcoin in tako naprej, je med nami dobrih 10 let, se pravi, smo v bistvu šele začenjamo z vsem. Po drugi strani pa recimo, če sam pogledamo ta razvoj, kako se v bistvu celotna civilizacija razvija. Mi gremo proti digitalizaciji. Bom rekel, bankovci počasi jih več ne bo, veliko manj jih je. Zdaj smo šli na kreditne kartice, zdaj že z uro plačujemo. Jutri bomo plačevali že, ne vem, z obrazom v trgovini. Tako da, no, in to je pa recimo meni osebno zelo zanimiva zadeva, zakaj mislim, da smo še na čistem začetku, iz tega razloga, ker gremo proti digitalizaciji. In ne samo, jaz verjamem, da kriptovalute bodo ostale kot špekulacija, investicija in tako naprej. Pustimo zdaj CBDC in te ostale digitalne valute, ampak jaz mislim, da počasi zdaj s temi dogodki bullrunov ogromen naval noter prihaja in je prav, da nekako se ljudje podučijo. Izobraževanje je ta prva stvar, je pa res to težko danes doseči. Tako da zdaj mogoče za naprej, kaj bi pa, a pa bom rekel tako, bom vprašal, kakšno je vaše mnenje, kdaj pa pol sploh začeti? Danes? Takoj. Jutri čakati, recimo smo rekli, koliko je zdaj, rekel 63-64 tisoč dolarjev, čakati, da pade na 57, kdaj začeti? Pravzaprav ne bi izhajal iz neke vrednosti. Začel bi takrat, ko imam dovolj znanja, ker zdaj, če vsi pogledamo, pravzaprav takrat, ko smo vsi, vsaj mi trije začenjali, še posebej jaz takrat, če ni bilo nekih izobraževalnih vsebin, je bilo to vse še nekako v povojih, danes je bistveno več tega in danes, omenili smo, da je ogromno izobraževalnih vsebin in na eni strani seveda je ogromno tako imenovanega informacijskega junka, ker tako je popolnoma nekoristen, so neki hajpi, po drugi strani pa danes res ni izgovora, da nekdo ne bi usvojil nekega znanja, ker točno imamo ogromno brezplačnih, plačljivih, bolj ali manj kvalitetnih vsebin in seveda, če vprašamo nekoga, kdaj začeti z služenjem denarja, bi vsak rekel takoj. Če pa vprašamo, kdaj bi začeli z izobraževanjem, pa dajmo malo kasneje. In to je v bistvu treba na glavo postaviti. Se pravi, pomembno je, da se najprej izobrazimo, ker ta razlika nam bo na dolgi rok predstavljala res razliko do uspeha. Mi sicer kratkoročno lahko kupimo nek meme coin ali karkoli in zaslužimo, ampak tako pravijo, tudi pokvarjena ura je 2krat na dan točna, ali pa tudi slepa kura zrno najde in imamo lahko srečo in super, če jo imamo, vendar še zmeraj je to sreča. Namen vlaganja ni, ali pa bom rekel nekako vstopanja na trg, ni kratkoročno služenje, ampak je dolgoročno plemenitenje bodi si naših prihrankov, bodi si naših že drugih naložb ali karkoli. Tako da vsekakor se strinjam s kolegoma, absolutno takoj začeti, če danes začnemo ali pa jutri recimo, bomo seveda padli v skupino samo 4% svetovne populacije, kot se rekel. In seveda, če bi nekomu rekel, ali bi bil pripravljen vstopiti v klub samo 4%, recimo najuspešnejših ljudi finančno, bi vsak rekel, ja, seveda. Tako da absolutno več kot dovolj časa je, da se naučimo, več kot dovolj časa je, da se pripravimo, vendar začeti je treba takoj. Tako da absolutno čas je zdaj pravilen, trg postaja resen, je dozorel, tveganje sicer ostaja, je pa manjše, kot je bilo predvsem pri kakih močnejših kovancih, tako sta kolega tudi povedala, treba je razviti svoj tip vlagatelja, se pravi, čim manj tveganja, ker vsak dober investitor bo povedal, prva naloga ni služenje denarja, prva naloga je zmanjševanje tveganja.
To je prva naloga dobrega investitorja. Ustvarjanje dobička je posledica, se pravi, nekih dobrih naložb. Ne? In zato je treba začeti takoj. Vsaj verjamem, da vsi trije ali pa vsi štiri, ki smo začeli fanatično raziskovati, potem vlagati, se učiti in ogromno tega. Tako da jaz mislim, da samo pogumno naprej. Gregor, za tvojo mero resnosti, in poprosto, danes si pač edini on the spot. Se pravi, tudi prej si rekel, takoj začeti. Kako bi recimo nekomu, bom rekel, ne zdaj prav svetoval, ampak iz tvojih izkušenj, kako naj on vloži nek svoj, bom rekel, nek del financ, kako naj prebije to prepreko, da bi recimo pa jutri bi pa on kupil svojo kriptovaluto? Jaz vedno vsakemu rečem 4 stvari, pa 3, ne vem, zdaj bom, da sem vse spomnil. Ampak vedno, ko me kdo vpraša, jaz bi vložil, kaj ne naredim? Sem rekel, prvič se moraš ti odločiti, da boš vlagal denar, ki ga lahko pogrešaš. To je pač prvi tisti korak. To je nenapisano pravilo. To je nenapisano pravilo. Ne imati kreditov, ne si sposojati, pač vloži denar, ki ga imaš, pa ga lahko pogrešaš. Se pravi, če ti gre v nulo, boš vedno tako preživel. Drugo je mogoče, ne pač odpre na menjalnici račun in naloži, ne kupi mogoče Bitcoin, Ethereum in ne pusti daljša leta. Ne bo pač to neka naložba za daljši čas, ne gleda ta nihanja gor pa dol, ki skačejo, ne se s tem ne obremenjuje. In na koncu pač bo vse v redu. Zdaj, če zgubi denar, bo še vedno preživel, če bomo pa lepe dobičke, bo pa izredno vesel. Ok, dobro, lepo. Lahko vložiš malo, pa malo zgubiš, lahko vložiš malo, pa veliko dobiš. Ja, to drži. Kaj pa ti misliš, Gašper? Kdaj bi začel? Takoj? Kako prebiti to? Veš, kako sem jaz mnenja. Ljudem, ki danes rečeš izobraževanje, si težko predstavljajo 2 leti mogoče posvetiti pa, ne vem, 1000-2000 evrov temu, da se izobrazijo. Zato, ker oni bi imeli danes ali pa jutri to. Tako da, jaz bi prvo vsakmu svetoval, naj se prvo vpraša, kaj rabi, kaj želi, kaj je rizik za temu, naj si izbere nekoga, da se bo izobraževal z njemu, naj si naredi plan in potem počasi stopati v trg. Ker tako, kot je kolega povedal, pa zmanjševanje rizika ni, da greš ti danes pa kupaš kriptovaluto, pa upaš na najboljše. Tako da je fino se prvo podučiti o temu in iz te točke ven izhajati in jeti naprej. Mogoče bi sem en stavek dodal, to, kar si že omenil prej. To je tudi moja izkušnja. Jaz sicer, tako kot si rekel, fanatično smo začeli gledati, brati o teh stvarih, ampak jaz sem šel tudi na tečaj, plačljiv tečaj. In sem rekel, pač, da jaz sem se že nekaj naučil sam, ampak hočem povedati nekdo, ki ima mogoče več izkušenj, kaj mi bo povedal dodatno. In pač me je naučil neke stvari sem pa že vedel. Ampak jaz sem enega kolega, ki je šel takrat, sem rekel, 5 z mano greva oba dva, da se pač izobraziva, pa rekel, ne, jaz to imam 3 kolege, vsaj ga malo vprašam. In to so ti pravi prijatelji. In sem rekel, ne, ti se moraš izobraziti, ti boš imeti znanje o tem, pač boš vedeti, zakaj nekaj delaš, zakaj vlagaš, neko strategijo. In on rekel, ne, jaz to ne rabim. In potem smo tako po 3 letih malo debatirali, na svetu, kako je šlo. Ja, tam na nuli sem, je rekel. Ker jih zmatram in FOMO in vse. Pač, on nima, pač to je čista psihologija, se ta vlaganje. To pač, če podležeš pritiskom in kad skoči gor, kaj zdaj, pade dol, prodaš, kupaš nekaj drugega, so že oni kupili, pa spet pade. Najtežji. Jaz mislim, da najtežji, mogoče še, jaz povem moje izkušnje, ampak enkrat, ko začneš, pa gledaš ti znesek pol, ker ne moreš ne gledati, to je čisto normalno. Najtežje je res, kar sem jaz zelo ponosen tudi sam nase konc koncev, da me več ne trigira vrednost. Tudi če je tako, kot si prej povedal, 10% padec, 20% padec. Jaz v bistvu gledam na to kot mesečno položnico, ki ti jo elektro pošle, in pač to plačaš. Zdaj recimo, jaz sem se v bistvu dosti naučil tudi v zadnjih letih, se pravi investiranju. Imel sem, hvala Bogu, priliko govoriti z ljudmi, ki imajo tudi ogromno znanja. In enkrat v bistvu, kakšna je razlika med ljudmi, bom rekel, ljudmi, ki investirajo, pa tisti, ki ne, je ta, da tisti, ko investira, je to v bistvu njegova obveznost in da temu prednost pred ostalimi. In kar to v bistvu prav po domač pove, je, da
pa to bom zdaj čisto iskreno po domač povedal, da bo večina zastopila, ampak je to, da recimo, ko se obrne mesec, ko vsak dobi plačo vsak mesec, tisto težko pričakovano, ne, vedno se pravi, ljudje delamo tako, da prvo plačamo položnice, potem damo za hrano in tako naprej, potem pa če ostane slučajno tistih 50 evrov, pa investiramo. In kar sem se jaz naučil v zadnjih letih je to, da delam glih kontra. Prvo investiram, potem pa porabim tisto, kar je ostalo. In vam moram iskreno povedati, da sploh ne opaziš na koncu tistih 50 ali pa 100 evrov ali pa 1000 evrov, pač kukar imaš, sploh ne opaziš in nisi nič prikrajšan, nič manj si nisi prvoščil, nič manj nimajo otroci koncev. In recimo to je tisto, ki bi potem mogel na en začetnik osvojiti, da se čustveno ne vežeš na to, jaz vsaj tako mislim, no? In potem je to veliko lažje, ni več to investicija, kar že sama beseda, ampak je to dejansko neka taka, kot recimo vsak dan grem na fitness, vsak teden greva na zmenek z Drago, recimo, zdaj sicer ne hodva, ker ni časa, ampak jaz mislim, da je to zelo pomemben, čustva. Ja, jaz bi tukaj dodal, da mogoče tako investitorji kot trgovalci bi mogli si to vzeti kot posel, ker to ni, mogoče lahko štartaš kot hobi, ampak definitivno more prerastati k poslu ali pa k ideji posla, ker imaš odzadaj ogromen rizik, ti lahko ogromen zaslužiš, ampak lahko ogromen tudi zgubiš naslednji dan, ali pa mogoče v kratkem obdobju. Tako da mislim, da bi ljudje mogli to si imeti kot posel. Ali pa si najdete mentorja. Ali pa to, recimo. Ja, to je, mislim, jaz, zato, ker vidiš, ljudje pač nimajo časa raziskovati kriptoprojekte, nimajo časa brskati, da si pač najdeš nekoga, ki se s tem profesionalno ukvarja, ki temu sledi, ki mogoče pač posveti, bom rekel, velik del časa temu, pa ima neko ekipo, ki se s tem ukvarja in je to v bistvu potem nek tvoj mentor, ki ti pač se ne rabi, da ti svetuje, on je dovolj, da ti pove, ta kriptovaluta, pa za tem stoji ta projekt, ukvarja se s tem, ima nek produkt, ima neke prihodke, te ljudje stojijo za tem. Že te informacije so ključne za nekoga. So dovolj, ja, tako, res je. In zdaj smo v bistvu predebatirali, zdaj vemo, kaj je Bitcoin halving, bull run, začeti takoj, čustva in tako naprej. Ampak recimo, evo Boštjan, bom kar tebe vprašal, probi se postaviti v vlogo začetnika, zdaj si pogledal ta podcast, si nekako prišel do nekih informacij, si se nekaj naučil, zdaj pa večinoma, pa to noben ne govori o tem, ampak s kakšnim zneskom začeti? Pravzaprav znesek niti ni pomemben, je čisto sekundarnega pomena. Doskrat ljudje, tukaj sta dve mogoče napačni razlage, ki jih ljudje. Ena je takšna, recimo, in kar me še zmeraj preseneča, ravno pred dnevi sem zopet slišal, da ljudje še vedno mislijo, da moraš kupiti en Bitcoin, naprimer, ali pa en Ethereum, ali pa en kovanec v celoti. Znam, ko sem govoril, nekoliko starejša gospa, in se je zanimala, me je spraševala in je rekla, jaz si tega Bitcoina ne morem prvošati, da bi dala 60-70 tisoč, niti ni potrebno. In je bilo čisto preseneča, ker sem ji rekel, da lahko že za 100 evrov, 500 evrov, kolikor lahko pač pogreša. Tako da znesek niti ni tako pomemben. Seveda moramo imeti ob tem tudi realna pričakovanja. Ne moreš pričakovati, da boš vložil recimo 100 evrov, pa po enem mesecu potegniti par milijonov. Je seveda iluzorno to pričakovati. Pričakovanja morajo biti realna, sicer zelo hitro zapademo v tako imenovani gambling in previsoko tveganje. Treba je, kolega je rekel tudi na začetku, da sodi med bolj konzervativne vlagatelje, kar je edino prav. Se pravi, vsak si določa svojo stopnjo sam. In pomembno je, da mogoče bolj kot znesek se naučimo sprejemati odgovornost. Se pravi, ni kriva menjalnica, ni kriv trg, ker mi imamo čustva do trga ali pa do kovanca. Trg nima do nas prav nobenih čustev. In nas je popolnoma vseeno, kako nam je ime, kdo smo, likvidiral nas bo 1, 2, 3, če ne bomo pač pripravljeni. Tako da vložiti, tako kot je bilo rečeno, seveda toliko, kolikor smo pripravljeni oziroma si lahko privoščimo izgubiti. Če imamo zadnjih $100 ali 100 evrov na računu, katere rabimo za preživetje, absolutno svetujem, da to ne. Žal imamo veliko primerov, ko ljudje vse, kar imajo, vložijo notri. Absolutno odsvetujem. V tem primeru priporočam, dajte najprej konsolidirati svoje finance. Dajte mogoče pol leta si časa in date na stran po 10, 20, 30 evrov, kolikor pač
pač gre in šele potem začnite vlagati. Ne. Se pravi, ne tvegati preveč, kolikor je in postopoma potem graditi ta znesek. Ne biti prepožrešni, ne preveč hiteti, ne. In tudi, ko bom rekel, odklopite informacije raznih zgodb, ki jih je internet poln, kako je nekdo ložil, ne vem, 10 evrov, 100 evrov v nek meme coin, ne, oziroma kot lahko rečemo slangu shitcoini, ne, in kako je to vse eksplodiralo in obogatel. Tudi to se dogaja, ampak verjetno zato je ekstremno mala. Tako da bolj kot znesek je pomembno še enkrat, da razumemo trg, da razumemo tveganje in da postopoma gradimo. Se pravi, če sem vložil ta mesec 100 evrov in konec meseca potegnem ven 50 evrov čistega dobička, se pravi, da imam 150, ne, super, nikjer jih ne bom hitreje ustvaril. In še zmeraj je to majhen znesek, ampak sem že ustvaril lep donos glede na vložen dobiček in postopoma gradim, dokler ne pridem do neke številke, ki mi že predstavlja nek lep vložek. Tako da potrpljenje in pa predvsem risk management. Zdaj govorimo recimo, Gregor, o nekem mesečnem, tedenskem. Kako pa ti na to gledaš, da recimo vlagaš nek znesek mesečno, tedensko? Kakšen znesek? Kako ti gledaš na to? Mislim, to je dobra strategija, cost averaging. Pač to, da v bistvu ti mesečno naložiš nek znesek, pa se ne ukvarjaš s cikli, z dnom pa z vrhovi, to je moja najboljša strategija za naložbo. Mi pa seveda svetovali, pač to, kar si lahko prvoščijo od tistega denarja, ki ga lahko pogrešajo, ne pač da ga vložijo. Zdaj, mogoče, če jaz čisto osebno povem o meni, pač jaz imam vse, kar imam naložen. Tako da mene žena zmeri vsake tok časa malo čudem pogleda, ti imaš minus na računu, veš? Sem rekel, vsi bo plača, hvala. Zato, ker pač vidva sta si zelo različna, pač ona je zelo 10-krat bolj konzervativna, jaz sem pa konzervativen, ampak imam naložbo razpršeno. Jaz sem se pač enkrat 2018 nekako odločil, da bi rad bil finančno pismen. Mislim, tako resnično pismen, da bi razumel, kje se splača vlagati, kje ne. In sem potem se začel izobraževati, sem tudi hodil na neke delavnice, na neke izobraževanja in si narediš nek portfelj, imaš nekaj v indeksnih skladih, nekaj v kripto, nekaj tako. Mislim, narediš različno naložbe, in si potem, bom rekel, relativno varen. Se pravi, imaš to riziko nekako pod kontrolo. Seveda, zdaj pa vsakmu človeku je pa pač na njemu, da se odloči. Ali bo vlagal, ne bo vlagal, je pa primarno izobrazba. To vsekakor. Pač jaz sem šel mogoče, zato ker sem bolj pač mogoče v poklicu tak, ampak sem po naravi tudi zelo varen, oziroma hočem preden nekaj naredim, bet 100%, da bo to šlo. Ta prav poklic si izbral. Ja. Tako da sem se takrat jaz najprej izobrazil, rekel sem, zdaj jaz rabim izobrazbo in sem iskal ljudi, ki bi mi lahko to izobrazbo dali. Jaz nisem najprej ukvarjal, jaz bom kupil delnico Tesle, pa bom kupil uno delnico, pa bom ne vem, kje vložil, pa bom kupil Bitcoin. Ne, jaz sem to najprej nekoga, ki mi bo finančno pismenost dal, da bi rekel, tako pa tako moraš delati, ker zato pa povedal zakaj, pa da jaz to sam delam, ne da nekomu zaupam denar, pa za mene dela. In to je po moje primarno, da se res izobrazaš in potem, ko to veš, kot je rekel kolega, da potem pa na dolgi rok ti sam dodajaš. Jaz zdaj vem, vsak mesec, če mi ostane, a bom dal nek indeksni sklad, ki vem, da je razpršena naložba, ki je 500 največjih podjetij na svetu noter, ki ima neko varnost, neko likvidnost in tako naprej. Ali bom vložil v nek meme kovanj, zato ker bom mislil, ne vem, mogoče bom pa da špekuliral. Ampak se bom sam pri sebi odločil in bom vedel, kakšne posledice me lahko doletijo. Tako da primarno seveda pač izobrazba. Se pravi, zavedanje, izobraževanje. Ja, jaz bi mogoče dodal, da vsak posameznik bi prvo mogel vedeti, zakaj gre to. Se pravi, ali ima višek denarja, ali ga pa nima. Se pravi, ali izhaja iz lack of money, ali bi rad oplemenito si mogoče svoje že dobičke ali pa tako naprej. In zakaj bi to nucal? Bo to, ne vem, naprej mogoče investiral ali rab nove čevlje, ali mogoče bi rad imel vikendico na morju, pa tako naprej. Se pravi, imej prvo plan, imej prvo željo, imej prvo cilj, kaj si želiš, ustvaraš plan in zdaj bi mogoče dodal, da če si tech savvy, recimo, daj prvo poglej tech industrijo, zato ker ti je znana, ker si mogoče domač na tem področju. Izobrazi se prvo na tem področju, pa potem začni investirati, prvo plan, izobrazba seveda, investirati ali pa trgovati, kar ljudem bolj paše, pa mogoče poljet na druge trge. Mogoče bi to pomagalo vsakmu posamezniku, da začne
mogoče pozitivno, no, s svojim investicijsko potjo. Definitivno je pa odzadaj ogromen mindseta, kar je determinacija, vojaška disciplina, pa potrpežljivost. Jaz mislim, da je to pa tisto gonilo, ki ti daje samozavest, da boš naredil naslednji korak, pa ponovno vložil ali pa začel s mogoče drugimi trgi in tako dalje. Kakšno je pa recimo vaše mnenje, zakaj je toliko zanimanja na splošno za kriptovalute? Recimo jaz se spomnim, bom rekel, da sem nad 30 let, ampak mogoče vidva lahko kakšno besedo kle več povesta. Jaz se ne spomnim, da bi govorili okrog o raznih delancah, pa o, bom rekel, zlatu in tako naprej. Zakaj toliko vsi zdaj želijo, pa kripto, pa se govori okrog, pa toliko veliko zanimanje? Zakaj? Starejši imajo prednost. To je kompleksno vprašanje. Mislim, lahko je kar precej širok odgovor. Zdaj, zagotovo en del je ta misticizem, ki se skriva za tem Bitcoinom, kdo je ta ustanovitelj, Satoshi Nakamoto, ta zgodba, ta FOMA, vrhunski marketing, če tako rečemo, celotne zgodbe. Po drugi strani je tudi zdaj, predvsem mogoče, ker ste še mlajše generacije, zdaj bom rekel, že tudi v tej starosti, kjer imate svoje družine, kjer vlagate v posle, in ste pravzaprav del te komunikacije. In predvsem zaradi mlajše generacije gre ta zadeva bistveno hitreje okrog. Veliko se govori in pa seveda ne nazadnje tudi veliki donosi celotne zadeve, ker če seveda v katerih stvareh se najbolj govori o največjih dobičkih in o največjih izgubah. In se pravi v Bitcoinu, kot začetniku kripta recimo, bi lahko rekli zaradi lepega donosa in ker dejansko ponuja nek izhod iz tistega, kar pravzaprav ljudje želijo pobegniti. To je, se pravi, ujetništvo v tej tradicionalni fiat valuti. Fiat valute seveda so na izhodu počasi, in moje mnenje je, da nekje do leta 2030 bo finančni trg popolnoma drugačen, kot ga poznamo danes. Popolnoma neprepoznaven. In zdaj, kaj bo s kriptom, to seveda ne želim špekulirati, to je mogoče lahko tudi debata za kak drug podcast, ker je zelo široka tema, ampak ogromno stvari je vezano na to. Predvsem seveda to, da ljudje vidijo, da prihaja do zgodovinskega preloma. Se pravi, podobno tak prelom smo imeli recimo, ko je bila industrijska revolucija recimo, pa iznajdba elektrike in tako naprej, imamo sedaj na finančnem oziroma ekonomskem področju. Prvič možnost, da pravzaprav poslujemo in delujemo popolnoma mimo finančnih inštitucij, kot so banke. Dober primer je recimo bila Kanada, recimo, ko je bilo to znano protest tovornjakarjev recimo proti vladi, kjer so jim zablokirali račune, še vedno pa so lahko z bitcoini operirali recimo na menjalnicah, ki niso bile locirane znotraj Kanade, naprimer. Tako da razumljivo smo sedaj na nekem razpotju, na eni strani je tako imenovani old boysi, tako imenovani stari fantje, ki držijo to trdnjavo tradicionalnega kapitala, na drugi strani je pravzaprav taka zgodovinska prelomnica bitcoina in seveda sledijo ostale kriptovalute, kjer bo prišlo do nekega zgodovinskega preloma in moje mnenje je, da se večina ljudi še vedno ne zaveda, na kako zgodovinski prelomnici smo. Verjetno noben od trenutno živečih ljudi na svetu ni doživel tako zgodovinskega praktično trenutka, izvzemo recimo mogoče kakšne svetovne vojne, ko so res starejši še doživeli, kdo je še živ seveda, ampak gledano v nekem širšem pogledu smo zdaj v enem zgodovinskem trenutku, v katerem se bodo verjetno učile generacije za nami, ki prihajajo. So lahko kriptovalute oziroma digitalne valute mogoče lahko kaj povežeš z prihodom interneta, e-maila? Ne vem, jaz ne vem, če bi s tem povezoval, internet je pač tako bila neka revolucija, zdaj imamo pač umetno inteligenco trenutno, ki je nekaj drugega, spet neka revolucija, ampak po moje ta lepota tega prenosa, da si predstavljate, da se zgodi vojna, ti imaš lahko vse na ledžerju, spakiraš obleke pa greš. V bistvu imaš celotno premoženje lahko v žepu, ali pa ga imaš nekje na menjalnici in greš v drugo državo, sem z računalnika potegneš dol. Seveda, če se ne zgodi, da svet propade, pa računalniki propadejo pa vse, ampak ta lepota, bom rekel, zadeva ni pod kontrolo tretje osebe. Se pravi, ti ne rabiš odobritev nekoga, da ti nekaj da. Ti reš na banko, pa hočeš dvigati več kot 5000, pa ti reče, naročice moraš pa jutri priti.
ali pa ne vem, hočeš Pošljaš denar na drugo stran sveta. pa traja 3 dni, bolj greš na avion, pa ga peleš. Mislim, Pa vakuum utašlo. Ja, točno to, ampak ta lepota tega prenosa je pa mora res tako privlačno, ne, da si mogoče premalo ljudi zavedajo tega, ampak se če dalje bolj zavedajo. Ne. Res je, Michael Saylor, velik zagovornik Bitcoina, ne, je zelo fajn povedal 4 stvari, zakaj v bistvu on in tudi njegovo podjetje, korporacija in tako naprej vlagajo in kupujejo ogromne zaloge bitcoinov. Je točno to, da se malo navežemo. Lahko bi investiral v nepremičnine, ampak se je ta država odločila, da bo tukaj potekala avtocesta. Lahko bi dal v zlato, ampak potem se ali zgodi vojna, ali ga je treba prestaviti z letalom nekam drugam, ogromno komplikacij. Lahko bi ga imel v fiat valuti, mislim, da nimamo, da ne bomo razglabljali, kaj je velika. Ali bi ga pa mogoče samo imel na banki, tam, kjer je najbolj varno, tako da potem je pa zraven inflacija in tako naprej. In je zelo lepo povedal, da če bi recimo imel $1 milijon in bi ga v te 4 različne stvari dal, bi bilo to veliko slabše za njega, kot pa če bi ga dal v Bitcoin. Zaradi te lepote, prenosljivosti, kontrainflacija, zadeva raste, gremo proti digitalizaciji. Tako da mogoče, da se samo vrnemo še s tvoje strani, Gregor, bi rad slišal, zakaj je tako zanimanje za kriptovalute? Zakaj je tako zanimanje? Jaz mislim, da je po moje več razlogov. No. Po moje eno je to, kar smo že rekli, da pa se veliko govori o kripto. Drugič, se mi zdi, da je ta Bitcoin privlačen kot nek hranilec vrednosti, se pravi, da v bistvu se lahko nekam naloži z manjšim rizikom, se pravi, da ne bo to propadlo ali pa da bo v bistvu ohranilo vsa inflacijo, ko smo prej debatirali. Verjetno je pa pač ta dobiček, kot je kolega rekel, se pravi, bili so te ekstremni donosi ali pa mogoče te bolj rani, ki so šli res v ekstrem in seveda to ljudje vidijo in si želijo. Vsi slišijo to in bi radi bili del. Jaz bi bil tudi pač rad del te zgodbe. Pogače imel, ja. Ja, točno tako. Ok, Gašper, bo še ti kaj dodal? Še kakšen tvoj? Jaz mislim, da ste kolega in tudi ti že zelo veliko povedali o tem, tako da mogoče nimam 2 centov za dodati. Eno je definitivno, da ljudje hočejo vstopati v to zaradi tega, ker bi imeli radi več, kot imajo. Bolj imam jaz vprašanje za njih, kaj bojo pol, ko bo to nov high naredili, a boš prodal nazaj za valuto ali ne. Tako da mislim, da bo ta masovna neka adopcija prišla definitivno z marketingom. Bitcoin se danes sam reklamira, mislim, promovira. Tako da težko kaj dodam, glede na to, da ste kolega že dosti dobro povedali. Super. In tudi v bistvu. Jaz zdaj mislim, da počasi se približujemo, da nam ne bo mogoče slučajno zaspal ne bo nobeden. Tako da zdaj za konc mogoče bi vas vprašal z vaše strani, za vse tiste, ki nas gledajo prvič, pa začetnike, ki bojo mogoče še prehajali noter. Par takih direktnih, iskrenih nasvetov za vsakega začetnika. Prvi nasvet, najboljša investicija je izobraževanje. To se vam bo na dolgi rok. To ne moramo prevečkrat poudariti, ker je to zelo, zelo pomembno. Druga zadeva je, nič ne gre samo dol, gre tudi gor in obratno. Kar gre dol, oziroma kar gre gor, gre tudi dol. Tretjič, vložite tisto, kar ste pripravljeni oziroma si lahko privoščite zgubiti. Četrtič, imejte dober plan, predvsem pa imejte dobro risk management strategijo. To je nekih takih 5 nasvetov, ki jih vedno dam recimo nekim začetnikom, mogoče manj izkušenim vlagateljem, zato da se pripravijo. Vlaganje seveda je lahko zelo zabavno, je pa seveda tudi zelo stresno, predvsem psihološko. In konec dneva tudi najboljši analitiki, tehnični analitiki, poznavalci grafov in vseh strategij lahko končajo v velikih izgubah, predvsem zato, ker so psihološko šibki. Skratka, psihologija je tista, ki bo na konec dneva delovala v vašo prid oziroma v vašo korist. Zato je dobro, da poznamo seveda, kaj nam kažejo grafi, kaj govorijo trendi, kaj se dogaja na geopolitičnem področju, ampak konec dneva seveda, če imate dobro risk management strategijo, če ji zaupate, seveda lahko tudi mirneje spite.
spite. In tako da nekako v tej smeri bi priporočal, predvsem pa ne se bati, začnite postopoma, ni treba vložiti takoj vse, postopoma vlagajte, izobražujte se skozi ta čas in seveda potem bojo rezultati prišli sami po sebi. Super, odlično. Gregor, tvoj nasvet za vse, ki gledajo, kaj bi jim povedal? Jaz se v celoti strinjam, ker to je dobro povedal. Jaz bi res poudaril, vlagaj denar, ki ga lahko pogrešaš. To je res po moje primarno, ker veliko ljudi naredi napako, ker potem so živčni in ta stres, ta pritisk jih pripelje do tega, da delajo na umnosti. Potem seveda izobrazba, pač ne se izobražuje na tem področju. Hkrati se ne bi pri sebi mogoče odločil, zdaj če bi šli, govorimo zdaj v kripto, ne razmislijo, kakšni vlagatelji so, se pravi, ali so agresivni, ali so bolj zadržani in ne si naredijo to strategijo. Ne mogoče dajo večji del Bitcoin Ethereum, ki je mogoče bolj varna naložba, pa manjši del v neke agresivne kovance. S tem bodo še vedno, bom rekel, dosti pomirjeni, da tudi če zgubijo tisti manjši del, ne bo taka panika, če bo pa tisti manjši del mečkan več skočil, bodo imeli pa več dobička. Tako da mogoče na nek tak način. Super. Gašper, tvoj nasvet? Moj nasvet je v bistvu čisto simpel. Moraš se prvo odločiti, bom vlagatelj, bom trader, in mogoče včasih kakšen Netflix preskočiti, zato da se tudi kaj dodatnega Netflix and chill, naučiš, mogoče tudi tistih 7 evrov za Netflix bi šlo lahko vlaganje. Definitivno pa vedeti, kaj si želiš narediti, plan, izbrati eno osebo, eno institucijo, kakorkoli za izobraževanje, slediti njihovim planom, naj ti bojo mentor, sam iniciativno vstopati tudi v to, narediti, kot je Boštjan povedal, nek risk management, se pravi, da vedeti, koliko boš vložil, kaj si pripravljen zgubiti. Slediti svojim ciljem, definitivno moraš imeti pa vojaško disciplino, ekstremno voljo. Ogromno je v glavi. Vse je v glavi. Bom rekel, jaz rad rečem, 90% je strategija, 10% je pa mindset. Ne, glih kontra. 10% je strategija, 90% je mindset. Tako da imeti pa potrpežljivost ekstremno, ker z danes na jutr se zgodijo lahko velike dobičke, lahko pa tudi velike izgube in tega si noben ne želi. Tako da s potrpežljivostjo vlagati počasi in spremljati svoje rezultate, jih bom rekel, oplemenititi potem z novim znanjem in tako naprej. Jaz bi edino mogoče še dodal, jaz mogoče izhajam iz teh idej pa realizacije, ker vidim, da je to nekako povezujem s tem. Dejansko mislim, da bi ljudje samo mogli začeti, pa zdaj nima veze, a je to izobraževanje, a je to mogoče dejansko vlaganje, ampak začeti, da dobijo ljudje občutek, kaj pomeni tudi, če recimo naložijo 10 evrov, ali pa 100, ali pa kukar, da dobijo sploh občutek tega, kaj pomeni imeti neko kriptovaluto, to potem mogoče kdaj pogledati in da s tem nekako tudi malo merno spijo, ker je manjši znesek seveda. Če se pa da, vemo, da danes vsi vedno poudarjamo izobraževanje, pa vedno na koncu skoraj noben ne sprav tega, kar je po eni strani malo žalostno, po drugi strani pa mogoče jaz tudi malo razumem ljudi, kako danes živijo. In če ne drugega, mogoče namesto kakšnega Netflixa, saj pogledati kakšen dokumentarc, finance, da saj malo dobijo občutek, pa potem samo začeti. To je v bistvu najbolj pomemben. Akcijski plan, Ja, tako. Pa da je nek plan, da saj vemo, kam gremo. Vse tako bodo dobili največ izkušenj, kot si rekel. Ne naložijo 50 evrov, pa ne malo trgujejo, to, da dobijo občutek, zaupanje. Lahko tudi z demo računom mogoče začnejo v štartu, če so bolj naravnani na kratkoročne naložbe, se pravi na neko trgovanje. Zato, da začutiš tisti graf, tisti feeling, kaj se dogaja, spremljati novice in tako dalje. Pa potem mogoče vložiti nek manjši znesek, pa probati testirati to. Jaz se spomnim leta nazaj, ko je bilo prvič v bistvu, ko sem kupil neko kriptovaluto, pa mislim, da je bil znesek 120 evrov. In v bistvu takrat prvo res vidiš, recimo, ko potem pade na 100 ali pa gre na 180, da se res ti občutki so najbolj pomembni. In dejansko sem se naučil iz tega, da z manjšimi zneski, ki sem jih v bistvu čisto lepo čustveno prežvečil, je potem se, tako kot si rekel, v bistvu se vsi povedali, da potem počasi nalagaš. In po parih letih dejansko ti vidiš,
kaj si investiral, kaj iz tega je nastalo, in potem jaz mislim, da nekako se to pol gradi. Mogoče pa čez 10-20 let pa bo kaj novega, poleg kriptovaluta. Ne? In takrat boš že v bistvu ti imel in znanje in izkušnje in boš čustveno stabilen, pa pripravljen, da greš mogoče tudi v to. Tako, ja, čez akcijo se mi zdi, da dobiš neko samozavest, ki je potem lažje pri naslednjem koraku. Mislim, da investicija kot sama sploh ni pomembno kam, konc koncev, ampak samo, da se spravaš v investicijo oziroma v vlaganje, da v bistvu tvoje finance, tvoj denar dela zate. Tako da enkrat, ko to v bistvu usvojiš, jaz mislim, da se lahko spustiš v različne vode. Zdaj pa mogoče bi dal eno zaključno misel od vsazga, glede tega prvega kriptokesta. Tako da mogoče bi šli kar, bomo začeli s tabo, Gašper, neko zaključno misel lahko predaš poslušalcem. Ja, dobro smo vprašali. Tako, ker smo mogoče, ne bom dajal nekih predlogov, ampak začnite počasi, če vas zanima, vzemite si cajt, splanirajte, izberite si nekoga, da se boste naučili in počasi v akcijo. Definitivno se bomo še verjetno vrnili in imeli še kakšno debato na to temo, tako da mogoče to. Hvala za povabilo in super, se vidimo kmalu, ne? Hvala tebi. Gregor, tvoja zaključna misel? Jaz mislim, da smo danes povedali ful veliko uporabnih stvari, ful pomembnih stvari, sploh za začetnike, mogoče tudi za izkušene vlagatelje. Tako da naj si pogledajo ta podcast enkrat, dvakrat mogoče in ne dobijo iz teh informacij, ki smo jih podali, v bistvu dobijo, po moje, celotno sliko v kriptosvetu in tudi mogoče te prve korake, kako narediti. Je pa seveda največ, kot si rekel, akcijski plan, pač treba je začeti in bo videli, če danes služijo, bodo mogoče čez en let že lepi donosi. Super. Kaj naj rečem za konec? Najprej sveda hvala za povabilo. Vesel sem, da so taki podcasti. Želel bi si jih še čim več. Skratka, to je tema, ki je vsekakor aktualna. Vedno je dobrodošlo, kadar so podcasti z neko uporabno vsebino, iz katere lahko uporabniki črpajo. Danes smo se mogoče bolj dotaknili na splošno, ker preprosto je premalo časa za vse. Zdaj seveda absolutno je tukaj, verjamem, veliko še zapovedati, predvsem v pravnih aspektih, a ne v davčnih aspektih, v vlagateljskih, se pravi nekem finančnem smislu, ampak seveda mislim, da je pa odličen nastavek za nadaljevanje ali pa odlično izhodišče za nadaljne podcaste. Kaj naj rečem za vse poslušalce, ne? Čim prej se lote vlaganja, seveda na pameten, varen način. Že večkrat sem gledal recimo tale vaš napis Start Simple, Stay Secure. To se mi zdi zelo taka dobra misel, ne? Neka popotnica za začetnike. Skratka, vsaka pot se začne s prvim korakom, ne? Prav kitajski pregovor, ne? In ja, veliko smo govorili o izobraževanju, res je, ampak tudi najboljša teorija, ne? Če ostane samo pri teoriji, je samo teorija. Treba je dati v prakso. Tako da začeti pri izobraževanju, vendar pa dejte začeti vlagati seveda na tak zdrav način, dejte se pogovoriti sami sabo, predvsem bom rekel, sami sebi ste lahko največji sovražnik ali pa tudi največji pomagač oziroma prijatelj, kako boste se lotili trgovanja. Tako da nič groznega ni, a ne? Ko enkrat spoznamo, vemo, da je precej enostavna zadeva, najtežje je seveda ohraniti tisti zdrav razum pa neko, bom rekel, smernico, ki smo se jih začrtali, zato da ne gremo iz nje, tako da več pa verjamem, da bo še kakšne priložnosti, pa še enkrat hvala za vabilo. Super, hvala lepa. Jaz bi se rad v imenu naše celotne ekipe Crypto Unity in Cryptocasta vam zahvalil za udeležbo. Jaz sem zelo užival z vami se pogovarjati in debatirati in diskusirati, tako da vi pa poslušalci, upam, da ste karkoli dobrega potegnili iz tega podcasta. Dajte lepo prosim uporabiti, ker z mano so strokovnjaki in počasi začeti na dolgi rok in mislim, da bomo vsi konec koncev potem zelo veseli. Hvala lepa še enkrat vsem trem udeležencem in tudi vam poslušalcem, ker ste bili danes z nami na naši prvi epizodi Cryptocasta. To je prvi slovenski podcast o kriptovalutah. Dajte se lepo prosim naročiti na kanal, dajte nas podpreti. Spodaj imate tudi v opisu različne linke, ki vam bojo pomagali, tako da srčno upam, da ste danes prejeli dobre informacije, uporabne informacije in da boste začeli čim prej počasi se daleč pride, tako kot naš stari
stari. Rek pravi, tako da lep pozdrav še enkrat vsem in hvala lepa.